Spoštovane gledalke in gledalci Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. Iz vsebine oddaje. Odprtje razstave Sare Widmajer, Kaj ima gos z gostoto. Tradicionalno lončarstvo s prikazom črnega žganja. Krajevni praznik krajevne skupnosti Pragersko Gaj. Zaključna prireditev ob 13. krajevnem prazniku krajevne skupnosti Češnjevec. Primopredaja dolžnosti poveljnika v vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica. Obojeni mladinski svet v Slovenski Bistrici. Investitorji na Treh kraljih o projektu vetrnih elektrarn na Pohorju. Dobrodelna nogometna tekma med gospodarstvom in negospodarstvom. V Graslovem stolpu v Slovenski Bistrici so pretekli petek odprli razstavo Sare Widmajer, Kaj ima gos z gostoto. Sara Widmajer se na svoji prvi samostojni razstavi predstavlja z ilustracijami na temo besedilnih iger in rim. Razstavljena so tudi dva knjižna projekta, pri katerih je Sara Widmajer sodelovala kot ilustratorka in oblikovalka. Priročnik Ko najdeš mačko, ki je nastal v sodelovanju z Mačjo hišo, Zavodom za oskrbo mačk in osveščanje in 9 minut sončnega zahoda. Sara Widmajer se na svoji prvi samostojni razstavi predstavlja z 29 samostojnimi ilustracijami na temo besednih iger in rim. Serija del, v katerih prednačijo živalske podobe, segajo čas med letoma 2016 in 2023, torej gre za dolgotrajen cikel, ki pa je še vedno v nastajanju, saj ga avtorica ves čas dopolnjuje in nadgrajuje. Na razstavi pa so predstavljene tudi ilustracije iz 2 knjig, ki sta obe išli letos, in sicer 9 minut sončnega zahoda po literarni predlogi Patricije Vukadinović in priročnik Ko najdeš mačko, ki je nastal v sodelovanju z Mačjo hišo, Zavodom za oskrbo mačk in osveščanje, besedilo zanj pa je prispevala Anja Ivakić. Sarino delo že nekaj časa spremljam po družbenih omrežjih in ko me je lansko leto povabila k kuriranju razstave, sem se z veseljem pritrdilno odzvala. Pri njenem delu me je pritegnilo predvsem to, da na ilustracijo gleda širšega vidika in v njenih delih gre dejansko za organski preplet jezika in slike, brez česar ilustracije seveda ni. Sara kot sodobna ilustratorka na inovativen način pristopa k medsebojno soodvisnemu razmerju med besedilom in sliko. Njene samostojne ilustracije na razstavi, torej tiste, ki niso del knjižnih projektov, se nam na prvi pogled zdijo kot podobe pisanega, poosebljenega živalskega sveta. Medved oblečen v jagodo, mačke zleknjene v središču cvetov, kokoš v sladolednem kornetu. Toda to je le površinsko branje. Šele ko gledalec, bralec združi sliko s frazo, besedno igro ali rimo, se razkrije avtoričino ustvarjalno izhodišče, ki izvira v bogatem besednem zakladu tako slovenskega kot angleškega jezika. Tedaj se gledalcu razkrije celotna vsebina likovnega dela. Že na prvi pogled je jasno, da so Sari še posebej blizu živalske besedne igre. In ker svoje ideje dobiva primarno v ustaljenih frazah in pregovorih, gre v večini primerov za živali, ki so človeku dobro poznane ali domače. Živalske upodobitve so v zgodovini likovne umetnosti prisotne že od njenega začetka. Nastopajo v vlogi simbola, kot atributi ali celo kot utelešenje idealov ali prvinskosti narave. Umetniki so živali v različnih obdobjih in kontekstih tudi antropomorfizirali, jim dodajali človeške lastnosti in jih karakterizirali. Tako kot Sara. Sara živali vedno upodablja na realističen način, s prepričljivo risarsko potezo, obenem pa vsakokrat uspešno izrazi tudi njihov karakter. Pri tem so živali predstavljene izrazito pozitivno, kot nežna, prijazna in dobrohotna bitja, ki so neločljivo vpeta v človekov svet in njegovo dojemanje samega sebe. Poleg tega, da Sara išče in zbira nenavadne besedne igre in rime, ki jih potem prevede v likovno govorico, pa hkrati razmišlja tudi onkraj klasičnega nosilca ilustracije. Tako večina njenih del ne živi le v dvodimenzionalnem svetu, kot črte in barve na papirju, ampak zaživijo v podobi vrečk, blazin, majčk in podobno. Zame je to neločljivo povezano s Sarinim pristopom k njeni samostojni ilustraciji, ki temelji na zabavi, igrifikaciji in na splošno na pozitivnem odnosu do življenja.
Sara Vidmajer kot mlada umetnica uspešno nadaljuje tradicionalno slovensko ilustracijo, še posebej tisto, ki se navezuje na knjižno ilustracijo. Njena dela namreč ne le razlagajo besedila, ampak razširjajo njegove pomene, iščejo nova obzorja in spodbujajo domišljijo. Hvala, Sara, da si tudi meni razširila obzorja in iskrena hvala ponovno za povabilo k sodelovanju. Predvsem ti želim čestitati za tvojo prvo samostojno razstavo in ne dvomim, da jih bo še veliko, veliko več. Hkrati se želim zahvaliti še Janezu in Markotu za pomoč pri postavljanju ter Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, da smo lahko razstavo postavili tukaj. Začeli so se dnevi evropske kulturne dediščine, ki letos potekajo na temo redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici. V Centru domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica so letos v okviru dnevov evropske kulturne dediščine in projekta za lončarstvo in Lonec ni konec, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo, pripravili poseben dogodek s prikazom črnega žganja keramike. Prikaz črnega žganja je s petka na soboto na dvorišču centra v svoji premični peči na drva izvedel Štefan Zelko, ki velja za enega najboljših slovenskih tradicionalnih lončarjev. S Kodelskim centrom že sodelujemo kar lep čas in so pač izražili željo v tem tednu kulturne dediščine, da pač gejo tudi to bolj značilno za Prekmurje, to črno žganje. Stojim tu pred pečjo tradicionalno za črno žganje, še na tradicionalni način kurjenja z drvmi. Imamo že kar razžarjeno, noter se vidi kar fajn žarjavo že ti lončeni izdelki. Ko to pogori, bomo pa počasi zapirali peč, ker pač gemo to črno redukcijsko žganje delamo. V krajevni skupnosti Pragersko Gaj v teh dneh praznujejo 47. krajevni praznik. V okviru praznika so pripravili več prireditev. Pri gasilskem domu na Pragerskem so preteklo soboto krstili tudi novo gasilsko vozilo. V imenu krajevne skupnosti KS Pragersko Gaj lahko pragerskim gasilkam in gasilkam samo čestitam ob ogromni pridobitvi tako za kraj kot za občino kot za gasilsko zvezo. Namreč otvoritev danes novih garaž in pa novega vozila, to je ogromna prireditev. Počaščeni smo, da so pragerske gasilke in gasilci predali to v svoj namen ravno ob krajevnem prazniku. Namreč krajevna skupnost praznuje svoj 47. krajevni praznik in to, na kateri smo zdaj, ena od teh prireditev, ena od teh mozaikov v kamenčku zgodovine praznovanja 47. krajevnega praznika. Kaj pa nam lahko poveste o ostalih prireditvah, katere potekajo zdaj v tem času praznika krajevne skupnosti? Ja, tako kot sem že rekel, krajevna skupnost Pragersko Gaj praznuje prav danes, 23. septembra, svoj krajevni praznik. Krajevne prireditve ob krajevnem prazniku potekajo že od prejšnjega tedna in bodo potekali do sredine naslednjega meseca. Namreč v praznovanju ali v programih krajevne skupnosti sodelujejo tako rekoč vsa društva. To je tudi eden od načinov, kako društva svoj program, svoje delovanje predstavijo krajanjem in širši družbeni skupnosti. Zato je prav, da se predstavijo in vklopimo to v praznovanje krajevnega praznika in temu je tudi namen. V telovadnici osnovne šole dr. Jožeta Pučnika na Črešnjevcu je bila minulo soboto zaključna prireditev ob 13. krajevnem prazniku krajevne skupnosti Črešnjevec. S prireditvijo, na kateri so podelili priznanja in pokale, so obeležili tudi 190 let šole na Črešnjevcu. Naše prireditve že potekajo od 6. septembra, kjer smo začeli, potem smo malo prekinili in smo začeli s 15. septembrom, zaključujemo pa 23. septembrom danes za slavnostno akademijo, kjer bomo podelili nagrade najbolj uspešnim tekmovalcem v športih in pa seveda dvema nagrajencema, ki sta tudi najbolj zaslužna za letošnjo leto, kjer je komisija odločila, da pač prejmeta letošnjo najvišje priznanje krajevne skupnosti Črešnjevec. Katere prireditve so pa zdaj potekale v tem času? Ja, potekali so pa športi, to se pravi nogomet, odbojka, kolesarjenje, tenis, košarka. Ribiško tekmovanje je bilo tudi danes zjutraj izvedeno. Pa pohodništvo, ne? To se pravi, poskušali smo vključiti čim več
krajanov in krajank, da čim bolj celo starostno skupino vključimo na našo praznovanje. Letos je že to 13. po vrsti. V vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica so v ponedeljek obeležili dan 670. logističnega polka. Na slovesnosti so izvedli tudi primopredajo dolžnosti poveljnika. Poveljstvo vojašnice je od podpolkovnika Andreja Skodiča prevzela podpolkovnica Mojca Lah. Ne delam se utvar, da bo lahko, oziroma da bo nalog za naš polk manj ali da bodo drugačne. Težave s kadri, starjenjem kadrov in pomanjkanjem, vzdrževanjem materialnih sredstev in pa z pomanjkanjem sodobne opreme ali uvajanjem nove sodobne opreme imajo vse enote Slovenske vojske. Naše bo poskušalo reševati takoj in proaktivno. Vojna med Ukrajino in Rusijo dokazuje ponovno pomen logistične podpore pri izvajanju bojnih operacij. Moja namera je še več časa nameniti urjenju, usposabljanju za naše osnovno poslanstvo v vseh pogojih delovanja. Ocenjujem, da je nujno, da se opravi resna analiza logističnih elementov v zmogljivostih Slovenske vojske v povezavi s prihodnjim preoblikovanjem enot Slovenske vojske s ciljem zagotavljanja logistične podpore na vseh ravneh v okviru nacionalne in kolektivne obrambe. Na slovesnosti, na kateri je pripadnike polka in goste poleg Andreja Skodiča nagovoril polkovnik Aleksander Vidergar, poveljnik logistične brigade Slovenske vojske, so podelili tudi priznanja polka. Priznanje za naj vojaka leta 2022 je prejel Zoran Čeh, priznanje za naj podčastnika pa Robert Vidovič. Po nekaj letih je ponovno začel delovati mladinski svet v Slovenski Bistrici. Namen sveta je povezovanje mladih v občini. Več o njihovih glavnih nalogah je povedal na novo izvoljen predsednik Jon Luka Obrul. Prioritetne naloge bojo ozaveščanje mladih v njihovi danski vlogi v družbi, ker so mladi opažamo zelo neozaveščeni o tem, da imajo dejansko neko moč, da jo lahko tudi izkoristijo. Zastopali bomo interese mladih, skušali čim bolj zvabiti, da se vključujejo v mladinsko politiko, jih tudi izobraziti o tem. Ena katastrofalnih informacij je, da je recimo skupina od 18 do 25 let tudi skupina, ki se najmanj redno udeležuje volitev, ima najnižji odstotek vključenosti v same politične procese, kar je pa žalostno, ker predstavlja pomembno generacijo, ki bo v prihodnosti tista, ki bo odločala o vsakodnevnih družbenih procesih. Podjetje Energija na veter je danes na Treh kraljih pripravilo predstavitev projekta vetrnih elektrarn Slovenska Bistrica. Pred predstavitvijo je civilna iniciativa za Pohorje brez vetrnih elektrarn pripravila protestni shod. Ob cesti na Tri kralje, med drugim tudi na planini pod Šumikom, pa postavila posebne panoje. Zahteve civilne iniciative je za Studio Bistrica strnil Robi Lesjak, sicer tudi občinski svetnik iz Oplotnice. To se je vse skupaj začelo že dogajati pred leti, ne? In dokler ni civilna iniciativa nekako skupaj stopila, bi se ti postopki okrog nas, v bistvu z nami, peljali čisto na tiho, pridobili bi verjetno vsa soglasja, pridobili bi skratka vso dokumentacijo in Pohorci in Pohorke bi pa praktično, ko bi že začeli šli na pot stroji, bi jih videli in bi se spraševali, kam ti stroji gredo. Zdaj, ko se pa civilna iniciativa prebudila, je pa vse drugače. Zdaj pa investitorji so prijazni do civilne iniciative, do prebivalstva, obljubljajo zastojno elektriko, sedaj bi pa oni vse dali. Veste, postopek in njihov dostop je bil že v začetku zelo napačen, ampak kljub vsemu, če bi oni to povedali, zeleno Pohorje, kjer mi živimo, pa kjer bodo živeli naši otroci, jaz mislim, da ni primeren za vetrne elektrarne. Slovenija ima dosti degradiranih območij in tam naj to naredijo, če je res tako potrebno. Projekt vetrnih elektrarn na Pohorju so na Treh kraljih predstavili strokovnjaki, ki so sodelovali pri oblikovanju študij in poročil. Uvodoma je nekaj več o pomenu vetrnih elektrarn povedala Jana Habjan, predstavnica podjetja Energija na veter. V okviru energetskih skupnosti, ki bodo oblikovane, zato imamo že partnerje,
se bo zagotavljala cenejša električna energija za krajane, na drugi strani smo že jasno povedali, da se bo ponudila brezplačna električna energija za tiste krajane, ki so najbližje vetrnim elektrarnam. Na drugi strani se nam zdi zelo pomembno, da se zagotavlja za 110.000 gospodinjstev na Štajerskem zelene električne energije, proizvodne vire rabimo in tudi to je eden od virov, ki ga lahko skupaj zagotovimo. Ja, in nezanemrljivo je tudi to, da se za razvojem vseh te infrastrukture in vseh povezovalnih poti, ki se bojo izvajale med vetrnimi elektrarnami, prispeva k tvorjenju novih oblik zelenega turizma na Pohorju, kot ga poznajo tako v Avstriji, Švici, Nemčiji, ZDA, Kanadi, kot smo prej videli iz samih slik. Gotovo je določen pomen vredno nameniti temu, da tudi občina na podlagi veljavne uredbe vsako leto prejme v občinski proračun 1,7 milijona evra pod predpostavko, da deluje vseh 56 vetrnih elektrarn, pod predpostavko izračuna, da je cena električne energije 180 evrov na megavatno uro. To so vse predpostavke, ki smo jih pri tej vrednosti upoštevali in smo jih tudi v vseh gradivih navedli. Tako da to je, kar se tega dela tiče. Na drugi strani pa za vse, ne zgolj za krajane, ne zgolj za občane, ampak za tudi nas, ki prihajamo na Pohorje, zelo radi in zelo z veseljem in spoštujemo vsak del Pohorja, je izboljšanje cestne infrastrukture, izboljšanje električnega omrežja. Verjamem, da se je že marsikdo na Pohorju tudi kdaj izgubil ravno zaradi tega, ker signala ni oziroma je ta šibek. Tudi za gradnjo kablovoda se lahko zraven gradi optični kabel, ki dodatno omogoča nekaj, kar vsi skupaj potrebujemo, dodatno pa se dostopne poti lahko namenjajo za lažje spravilo lesa, za sprehode, kolesarjenje, kar prispeva k turizmu in tako naprej. To je strnjeno, ja, gotovo pa je tudi okoljski vpliv, ki je izredno pomemben in ki prispeva k strateškim ciljem, katerih smo se zavezali tako na ravni države, kot širš, vsi živimo samo na enem planetu in ja, CO2 je eden od tistih delov, na katerega nismo najbolj ponosni in s katerim se bomo srečevali še očitno desetletja in stoletja. Na drugi strani, kar se reciklaže tiče, že v tem trenutku je možno od 85 do 90% vseh delov vetrne elektrarne reciklirati. Verjamem, da v celotni življenjski dobi, se pravi, to je med 30 pa 35 let, ko bojo vetrne elektrarne prenehale delovati in jih bo moč nadomestiti morda z novimi, do takrat razgradljivi vsi sestavni deli vetrnih elektrarn. In na drugi strani tudi ta večja učinkovitost, kot smo jo primerjali z ostalimi viri proizvodne z obnovljivih virov. Zdaj, kar se NEPN tiče, NEPN je majčkeno manj optimističen oziroma majčkeno bolj rezerviran, kar se tiče napovedi za višino inštalirane moči iz vetrnih elektrarn do 2030, ampak vseeno slednji omenja, da moramo glede na to, kakšne zaveze smo si postavili in cilje do 2030 inštalirati 150 MW vetrnih elektrarn v Sloveniji. Že 2000 so se izdelovalci NEPN očitno zavedali, da nas čakajo izzivi tudi z področja umeščanja vetrnih elektrarn v prostor in glede na to, da se spet vsi zavedamo, da je natura v Sloveniji zelo široko zastavljena, da če želimo doseči vse cilje, ki smo se jih zastavili, bo po vsej verjetnosti potrebno poseči tudi v dele, kjer so ovrednoteni za Naturo 2000, seveda pod predpostavko, da se upošteva vse kriterije in vse varovalne elemente, ki jih ta prostor zahteva in si ga zasluži. Zdaj, če zaključim s tem, glede na 40-letno prakso vetrnih elektrarn, ki jo beležimo v tujini in svetu, verjamemo, da se tukaj ne uvaja nikakršna nova tehnologija, ampak iskreno zelo stara tehnologija, ki pa se vsakoletno posodablja in je vsako leto boljša, bolj izkoriščena, tišja in ima večjo proizvodno moč. Tako da glede na to, da v tujini beležimo veliko rast in to v razvitih državah in to na primerljivih območjih, kot je Pohorje, verjamem, da lahko razmišljamo tudi v tej smeri, da je Pohorje lahko deležno tudi potencijala, ki so ga znali izkoristiti v tujini iz naslova kombinacije in sožitja vetrnih elektrarn z okoljem.
Na predstavitev projekta je bil vabljen tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, ki pa se predstavitve ni udeležil. Kot je zapisal, menijo, da bi moral investitor opraviti javno predstavitev omenjenega projekta, na katerega bi povabili širšo javnost. Predvsem pa prebivalce tistih območij, ki jih postavitev vetrnih elektrarn neposredno zadeva. Ob tem je posredoval še sklepe, ki jih je sprejel občinski svet občine Slovenska Bistrica na svoji 6. redni seji. Na revijalni nogometni tekmi v Slovenski Bistrici smo letos videli tudi dobrodelno noto, kajti nogometni vratar nogometnega kluba Maribor Ažbej Jug je za dražbo podaril svoje rokavice, Marko Tavares pa svoj nogometni dres. Športna zveza Slovenska Bistrica je ob koncu 9. športnega vikenda pretekli petek izvedla dobrodelno nogometno tekmo med gospodarstvom in negospodarstvom. Udeleženci srečanja so skupaj zbrali 1500 evrov, ki jih bodo namenili žrtvam nedavnih katastrofalnih poplav. Pred tekmo na obnovljenem igrišču z umetno travo so izvedli tudi dražbo dresa legendarnega bivšega nogometaša Maribora Markosa Tavaresa in rokavic vratarja nogometnega kluba Maribor Ažbeta Juga. Podjetje Alomat je za dres namenilo 500 evrov. Prevzel ga je direktor podjetja Mirko Stegne. Ko sem prišel v Slovenijo, sem dobil dosti ljubezen, dosti stvari in zaradi tega tudi imam, če lahko rečem, dolžnost, da tudi vračam vse, kaj Slovenija meni je dala. Tudi podjetje Aluminium KTM je prispevalo 500 evrov. Rokavice vratarja Juga je prevzel direktor podjetja Roman Stegne. Preko agencije Proelium smo organizirali, da Marko Tavares in jaz podarimo nekaj, da lahko pomagamo v tej katastrofi, kaj se je zgodila v Sloveniji in seveda, da razveselimo ljudi, ker si ne znam predstavljati, kaj sedaj čutijo, kaj so vse izgubili in seveda, če imaš priložnost, da pomagaš na nek način, seveda se odzoveš takoj, ker vemo, da mi športniki lahko vplivamo oziroma pomagamo, zato je bilo povabilo seveda super. Revijalne tekme se je udeležil tudi mednarodni sodnik Slavko Vinčič, ki je pravico delil v prvem polčasu, drugi del tekme pa je sodil Janko Simonič. Ja, mislim, da imam danes večjo tremo, kot sem imel par dni nazaj, in mi pa je velika čast in zadovoljstvo, da sem se lahko odzval temu povabilu tukaj na otvoritvi novega igrišča v Bistrici. Med odmorom smo pred kamero studia Bistrica povabili selektorja obeh ekip. Dobili smo 2 gola po naših napakah v obrambi, tako da moramo strniti obrambo bolj organizirano in potrpežljivo biti v napadu in potem bo tudi plod tega gol. Tako da smo optimisti in gremo v drugi polčas optimistično in z navdihom. Mi bomo igrali korektno tekmo do konca in upam, da bomo zmagali in če bomo prišli do kakšne druge rezultate, bomo tudi bojni zadovoljni. Želim pa, da ne bi prišli do nekih poškodb in da bi ta tradicija še trajala. Čeprav je bilo v ospredju druženje, povejmo, da je ekipa gospodarstva zmagala 4-1. Za moštvo gospodarstva je igral tudi Tomaž Gracej, ki uspešno vodi ekipo Impola, ki tekmuje v poslovni nogometni ligi. Najbolj je pomembno tu, da se družimo, da se dobimo, da promoviramo šport v Slovenski Bistrici, predvsem nogomet, kjer se zbira ogromno mladih, starejših in ljudje vseh generacij, kar je najbolj pomembno, da bo tudi po tekmi druženje, da se še kaj pogovorimo, poveselimo in to je to. Barve negospodarstva je zastopal tudi Ranko Leskovar, 5. mladinec svetovnega prvenstva v skoku v daljino v Sydneyju leta 1995. Takšne tekme so super, srečaš se malo s prijatelji, dogodek je družaben, vseeno, ko se tekma začne, malo tekmovalnega naboja, ampak v resnici je komaj čakamo, da je konec, pa da smo vsi celi, pa da smo nekaj dobrega naredili s to dobrodelno tekmo. Udeleženci tekme z dobrodelno noto so imeli tudi čast, da so lahko preizkusili novo umetno travo na pomožnem nogometnem igrišču. Prvič, tudi ta dobrodelna tekma danes potrjuje to, da je Slovenska Bistrica športno mesto, tako da jaz to pozdravljam seveda tudi to dobrodelno noto. Zdaj, ta srečanja so že tradicionalna, povezana so tudi z tem športnim vikendom, tako da ne samo, da gre tu za druženje, za šport, gre tudi na nek način za zgled mlajšim generacijam. Jaz upam, da bo še koga pritegnili iz
vedno pravim, izpred teh ekranov, ne, na igrišča, v športne objekte, ker je to po moje vse tako pomembno kot tisto za ekrane. Tale nova trava, torej novi odnos do nogometa, torej nogometaši bojo lažje trenirali, tudi igrali. Danes stojimo vsi tukaj na njej. Kako jo vi ocenjujete? No, zdaj, kar se tiče kvalitete, bojo ocenili nogometaši. Sicer pa gre za to, da gre za konstantno obnavljanje in vlaganje v ta športni park v Slovenski Bistrici, ki je res edinstven, pa ne samo v našem okolju, ampak jaz mislim, da je kar edinstven v Sloveniji in to tudi vsi priznavajo. Tudi gosti, ki so danes bili tu, se niso mogli skoraj načuditi temu kompleksu športnih objektov, ki so tu in seveda jaz upam, da bomo lahko s tem tudi nadaljevali. Govorim se o tem, da nam bo pač tudi sistemsko financiranje recimo občino omogočilo, da bomo lahko tudi na športnem področju še naprej vlagali v objekte, da bomo lahko pravzaprav zadrževali njihov nivo in še nekaj dodali.